vzrok smrti v Sloveniji. Pri moških je na prvem mestu in pri ženskah na drugem mestu. Vsekakor pa na prvem mestu ostaja rak zaradi prezgodnjih smrti. Naše prebivalstvo se stara in to, da bo raka čedalje več, iz leta v leto je jasno nam vsem. Po podatkih registra raka vsako leto za rakom zboli na novo okoli 17.000 ljudi, dejansko povprečno 47 dnevno. Rak prostate in rak pljuč sta med najpogostejšimi raki tako v Evropi, kakor tudi v Sloveniji. Rak prostate je najpogostejši pri moških, rak pljuč pa je na drugem mestu tako pri ženski kot moški populaciji. Danes velja, da rak ni več smrtna bolezen. Veliko naših bolnikov živi dolgo in polno življenje, vendar pa je verjetnost ozdravitve, kakovost življenja zelo povezana s tem, kdaj raka odkrijemo in seveda, kako ga potem lahko zdravimo. Če nam uspe raka odkriti v zelo zgodnjem obdobju, ko seveda ni razširjen, ko nimamo napredovale bolezni, je zdravljenje manj intenzivno, krajše, uspehi so boljši, kakovost življenja temu primerno bistveno boljša tudi v podaljšanem življenju. Prav tako pa naj poudarim, da nam zgodnje odkrivanje ali pa celo preprečevanje raka omogočajo presejalni programi, kjer sistematično odkrivamo zgodnje stadije raka pri ljudeh, ki so drugače povsem zdravi, oziroma odkrivamo prerakaste spremembe in do raka sploh ne pride. Še posebej si želimo, da bi zgodaj odkrivali pljučnega raka. To je rak, ki je danes vodilni vzrok smrti zaradi raka, tako pri ženskah kot pri moških. Preživetje bolnikov z rakom pljuč je slabo, predvsem zato, ker tega raka na podlagi simptomov običajno odkrijemo prepozno. Če bi ga s presejalnimi programi odkrivali prej, bi seveda lahko preprečili veliko smrti zaradi tega raka. Pljučni rak je v veliki meri povezan s kajenjem, ne samo pri kadilcih, ampak tudi pri pasivnih kadilcih, in je seveda zelo pomembno, da snujemo presejalni program in dodatno okrepimo napore za preprečevanje začetka kajenja in opuščanje samega kajenja. Pri raku prostate imamo v Sloveniji že vrsto let precej v razmahu tako imenovano priložnostno presejanje. Na žalost pa se to ne odraža v zmanjšani umrljivosti zaradi tega raka. Projekt Peter je zato namenjen snovanju organiziranega populacijskega pristopa k presejanju tega raka po vzoru obstoječih že znanih 3 presejalnih programov. Pri snovanju obeh novih presejalnih programov, projekta Peter in Luka, bojo naši strokovnjaki sodelovali s tujimi, kar je pri obstoječih slovenskih presejalnih programih pomembno vplivalo dejansko na njihov uspeh in bo to povezovanje in iskanje sinergij brez dvoma prispevalo tudi k boljšim izidom za morebitna 2 nova presejalna programa.